In zdaj smo spet na Bližnjem vzhodu. Sem Nataša Kiručuk in hvala, da ste ostali z nami. Severni Izrael se pripravlja na veliko večjo vlogo v svetovni trgovini. Od zaliva Haifa do jordanske meje lokalni voditelji združujejo moči, da bi regijo spremenili v ključno povezavo v koridorju Indija, Bližnji vzhod, Evropa. In odpravila sem se na pot, da bi si od blizu ogledala, kaj se gradi. Poglejte si. Od tu, kjer stojim, tega ne morete videti, ale 12 km stran od nas je meja med Jordanijo in Izraelom. To je železniška postaja Beit Shean. Te proge vodijo vse do Haife. Upanje pa je, da bodo kmalu povezovali Indijo vse do Evrope prek koridorja IMEC, ki bo potekal prav skozi to postajo. Danes smo v severovzhodnem Izraelu, v regiji Beit Shean in dolini izvirov. Morda danes to ni glavna destinacija, a to bi se lahko spremenilo, če IMEC postane resničnost. IMEC je ambiciozen načrt za povezavo Indije z evropskimi trgi prek Bližnjega vzhoda. In ideja je preprosta. Blago bi potovalo po morju iz Indije v zaliv, nato bi se premikalo čez Arabski polotok po železnici, nadaljevalo skozi Jordanijo in Izrael ter nato doseglo Evropo prek pristanišča v Haifi. In prav tukaj, v Beit Sheanu, je ena zelo pomembna manjkajoča povezava. Nahajamo se na zelo strateškem mestu. In nahajamo se na zelo strateški lokaciji, tik ob meji z Jordanijo. Imamo možnost postati celinsko pristaniško mesto, svetovno trgovsko središče, kar je Beit Shean vedno bil. To je Noam Džuma, županja Beit Sheana, majhnega izraelskega mesta, kjer živi približno 21 000 ljudi. In Beit Shean je zdaj del pobude Haifa Bay 53, ki združuje 53 občin po severnem Izraelu za spodbujanje regionalnega razvoja in vloge v prihodnjem koridorju IMEC. Skozi zgodovino je bil Beit Shean mesto, skozi katerega je potekal ves promet v regiji. Sama meja je dejansko oddaljena le 3 km, vendar moramo do Georgia Jordana zgraditi še 12 km železniške proge. Zelo blizu je. To bi lahko naredili že jutri zjutraj, ta železnica nam bo dala toliko. Ne gre samo za gospodarstvo, gre tudi za varnost, skupno kulturo in mir. Pričakuje se, da se bo prebivalstvo Beit Sheana v naslednjih 10 letih potrojilo. In to predvsem zaradi načrta za razvoj koridorja IMEC. Namesto, da bi vse pošiljali po morju okoli Arabskega polotoka in skozi Sueški prekop, bi lahko del tovora prepeljali po kopnem čez regijo. Prednost Izraela je, da je večina infrastrukture že tukaj, kar ustvarja delovna mesta in gospodarske priložnosti za domačine. Toda županja to vidi kot priložnost za preobrazbo celotne regije. Ko je bila moja mama otrok tukaj v Jordanski dolini, so ona in njeni prijatelji stali na tej strani meje. Jordanski prijatelji pa so prihajali z druge strani in so si klicali, pogovarjali so se in gradili resnične vezi. In mislim, da bo ta železnica za Jordanijo pomenila nič manj kot za Izrael. Vemo, da je varnost na koncu povezana s skupnimi interesi. In ko je tukaj nekaj, kar je v interesu vseh zaščititi, potem to res vsi tudi zaščitijo. Želela sem si sama ogledati mejo, zato sem se srečala z županom regije Dolina izvirov Ikamarjem Matijasom, ki nas je popeljal v vojaško območje, ki naj bi postalo prometno vozlišče med Jordanijo in Izraelom. Smo jugovzhodno od Beit Sheana na meji z Jordanijo. To je regija Dolina izvirov. Kar vidite pred nami so Jordan Gate. To je most, ki dejansko vodi v Jordanijo in tukaj bo potekala trasa IMEC. Vidim, da je tukaj popolnoma zagrajen z betonom. Prav, trenutno je to zaprto. Da, trenutno je to zaprto. Ampak smo tukaj na kraju, katerega vizijo sta pred 30 leti postavila nekdanja izraelska voditelja Šimon Peres in Jicak Rabin. In to vizijo bomo spremenili v resničnost. Regionalni svet je ta most zgradil pred 5 leti, ki dejansko vodi v Jordanijo, vendar ga še nihče ni prečkal. Ideja je, da bi imeli območje, kjer bi obe strani sodelovali. Industrijska cona na jordanski strani in cona za napredna delovna mesta na izraelski strani na našem območju, ki jo trenutno promoviramo. Za cesto, po kateri smo se pripeljali sem, ki bo vodila do industrijske cone, je proračun že zagotovljen. Celotno območje bomo razvili za tovarne, raziskovalne centre in podobno. Upanje je, da bodo jordanski in izraelski delavci lahko uporabljali ta most za prehod in delo v tovarnah na obeh straneh meje. To služi tudi viziji IMEC, saj celoten koridor, ki se začne v Indiji in vodi vse do Evrope, poteka prav skozi to geografsko območje. A obstaja razlog, zakaj je ta most še vedno prazen? To je dimna granata, ki se uporablja predvsem za zameglitev tega območja.
za varnostne namene, ker obstajajo primeri, ko ljudje nezakonito prečkajo to mejo v Izraelu. Konec koncev je to trenutno vojaško območje, kaj ne? Torej, dokler imek ne bo razvit, dokler to območje ne bo zgrajeno, bo ostalo varnostno tveganje in vojska bo morala biti tukaj. Razvoj tukaj se je ustavil zaradi varnostne in geopolitične situacije med Jordanijo in Izraelom ter slabih odnosov, ki smo jih imeli. In zdaj, na srečo, ga vlečemo iz blata. Vse je odvisno od države Izrael. Zemljišče je pripravljeno za razpis, investitorji želijo priti sem in mi kot svet napredujemo, kolikor lahko. Pripravljeni smo, samo začeti moramo. Infrastruktura je morda blizu, vendar je politiko veliko težje graditi. Izrael in Jordanija imata mirovni sporazum že več kot 3 desetletja, vendar so se odnosi med vojno vse bolj zaostrovali. Jordanci danes z nami niso v nobenem bistvenem stiku. Obstaja politična občutljivost, poleg tega pa smo še vedno sredi vojne. Toda to je preprosto ogromna priložnost za naše regionalno gospodarstvo. Vsak dan, ki mine, je izgubljen. Železnica je že tukaj, most je že tukaj in vizija je že tukaj. Kaj manjka? No, teh 12 kilometrov in politična volja, da jih povežemo.